Pozdravljam vas v zadnjem sklopu današnje konference o kmetijstvu in gozdarstvu v Sloveniji in po svetu. Tokrat se bomo dotaknili tehnoloških in kakšnih drugih izboljšav. Če smo v prejšnjem sklopu govorili o vplivu podnebnih sprememb, kako se je treba prilagajati, bomo pa zdaj pogledali ene stvari, storitve, tehnike, ki nam to že omogočajo in so v veljavi. Da ne bomo podaljševali manjše zamude. Nisem se predstavila. Petra Šubic, novinarka portala Agrobiznis, sem jaz. Pomembnejši pa so današnji gostje, prihajajo iz Slovenije, iz tujine, pa kar začnimo. Najprej na oder vabim gospoda Gregorja Daneva, da bo predstavil projekt digitalizacije javne gozdarske službe. Vas, publika, pa prosim, da če imate kakšno vprašanje, ga prihranite za konec njegovega nastopa. Izvolite. A vam lahko to pustim? Lep pozdrav v mojem imenu, v imenu Zavoda za gozdove Slovenije. Vsi vemo, da smo bolj ali manj vsi sektorji, vsi, ki se danes ukvarjamo s čimerkoli, podvrženi nekim digitalnim orodjem. In tega je vedno več. Si pa znamo z inovativnimi orodji, z inovativnimi pripomočki tudi marsikaj pomagati. Mi je bilo pa všeč v prejšnji predstavitvi, ko je gospod rekel, v kmetijstvu, enako je gozdarstvo, na koncu je treba pa še vedno na teren priti, pri nas nekaj odločiti, ali lahko skupaj z lastnikom, če je varstven problem, tudi samostojno, strokovno, na koncu morajo pa še vedno neki izvajalci ali pa lastniki sami tudi na terenu nekaj narediti. Tako da v bistvu brez ljudi ne bo šlo, nam pa to moramo na to razumeti kot neko orodje. Mogoče čisto samo malo o slovenskem gozdarstvu. To ste danes že slišali, danes je bilo tudi že v enem od telih debat omenjeno, tudi slovensko gozdarstvo in to trajnostno gospodarjenje z gozdovi je bilo prepoznano kot nesnovna dediščina Slovenije, kulturna dediščina, tako da se imamo za marsikaj pohvaliti. Velikokrat se oziramo pri nekaterih zadevah v tujino, mogoče na ekonomiki je en smisel, tukaj se pa tujina kar v veliki meri ozira in mi je bilo to zelo všeč, ker je v prejšnji predstavitvi, v prejšnjem sklopu gospod z Italije lepo pohvalil naš princip do neke sanacije gozdov, ker smo imeli tudi to izmenjavo z italijanskimi kolegi, pa so rekli, mi bomo pa vse prepustili naravi. Smo rekli, mi se pa tega ne upamo, ker vemo, kakšna je požarna nevarnost, pa tudi, da z gozdovi je treba nekaj delati. To se moramo zavedati. Zdaj seveda, prejle smo poslušali, kakšni so naši sodobni izzivi družbe, v bistvu marsikaj se je spremenilo. Marsikaj se je spremenilo, v osnovi pa vsi dobro vemo, kaj nam gozdovi nudijo, so naše največje naravno bogatstvo, ki ga imamo v Sloveniji. V bistvu lahko rečemo, da smo Slovenci gozdni narod. V bistvu imamo 58% Slovenije pokrite z gozdovi in s temi gozdovi treba, če temu rečemo, nekako umno ravnati. Gozdovi nam nudijo marsikaj, hkrati pa seveda si družba tudi želi, da nam nudijo nekatere ekonomske in druge dobrobiti. In danes smo se veliko pogovarjali o lesu, imamo pa še veliko drugih dobrobiti, od pridobivanja. Zdaj smo ravno po končnem, dolgotrajnem čakanju, kdaj bojo gozdni proizvodi, govorim seveda o gobah, zdaj pa to kar eksplodiralo. Če imate kaj na Facebooku, se je že začel, pa kar povejte kolegom, da mi smo intenzivno z nadzorom v gozdovih začeli, tako da nas bojo srečali na terenu. 2 kile. Potem, zdaj, če pogledamo, kaj so pa tiste naloge, mogoče čisto v uvodu, zakaj gozdarstvo in digitalizacija? Kot smo rekli, mi se ukvarjamo z 58% slovenske površine. Zavod za gozdove, poleg po mojem Arsa, poleg Sursa, pa mogoče še koga vodi, vsaj jaz si predstavljam ene največjih baz podatkov o ekosistemu, o lastnikih gozdov, o subvencijah, ki jih te lastniki pridobivajo, marsikaj. In seveda to je treba obvladovati, po eni strani pa to treba nekomu jasno prikazati, pa predvsem pa tudi nam, v strokovni službi, je treba te podatke obvladovati zato, da se znamo lažje odločati. A se znamo skupaj z lastnikom odločiti ali pa tudi
tudi samostojno. Ne? In zato je to toliko pomembno. Ne? In danes je bilo omenjeno, imamo načrtovanje. Načrtovanje je še dosti do zdaj analogno. Ne? In to, kar je bilo tudi predstavljeno v prejšnji predstavitvi, kako neke scenarije vključiti, scenarije tveganj in kako neke razpone o naših odločitvah, kam bi v naslednjih 10 letih v slovenskih gozdovih, katere drevesne vrste izbirati, kdaj je mogoče v neko pomladitveno površino, da nam ne pomlajuje narava, tako kot v zadnjih 10 letih v veliki meri tudi deluje. V bistvu temeljna naloga, ne, za vse nas, za lastnike gozdov, za ekonomsko dobrobit, je pa to, da si želimo imeti zdrave, vitalne gozdove. Danes je že bila ena pripomba, da glejmo tudi malo naravo, ne, poslušamo naravo, narava se odziva, to so le milijoni let evolucije, mi lahko to povemo, da to dejansko se dogaja. Mi smo velike ujme, ki smo jih imeli v zadnjih 10 letih, naprimer na Jelovici, najprej vetrolomi, potem podlubniki, ne, Jelovica, če greste, če niste bliže 10 let, 15 let na Jelovici, je ne boste več prepoznali, ko boste gor prišli, ampak da vam povem pa dobro zgodbo tukaj zadaj, pomlajuje se nam pa res neka naravna pestrost. Od hrastov, jelke, seveda smreka je v primesi, vse naravne vrste bukev, ne, seveda kot gradnica, kraljica slovenskih gozdov, ne, in točno to se nam dogaja. In to je tisto, kar nam pa daje nek optimizem v slovenskem gozdarstvu. Bo pa treba pomagati. Če ne drugega, bo treba z nekimi negovalnimi deli se v prihodnosti odločiti, kaj pa hočemo v kakšni zmesi potem tudi v naslednjih fazah rasti teh gozdov. Razlika e-gozdarstva in te digitalizacije v gozdarstvu od kmetijstva je ta, da v gozdarstvu smo rekli, mi rabimo en projekt, pa bomo znotraj tega projekta delali več modulov. Teh modulov je 14, v kmetijstvu je 8, mislim, da je 8 digitalizacijskih projektov, ki so jih pa razdelili. Mi imamo to srečo, da na javni gozdarski službi smo mi, Ministrstvo za kmetijstvo in pa Gozdarski inštitut, ki nekako obvladujemo to, ampak mi obvladujemo veliko večino te celote, zato smo lahko pustili ta projekt okrnjen, mislim, v celoti in ga nismo razdeljevali. Zdaj, kaj so ključna področja, ne? Dvigniti nivo storitev, okrepiti odločevalske procese. Ne, zdaj bomo rekli, mi imamo zelo jasno vizijo, kaj bi si želeli z lastnikom narediti na terenu, vam bom pa tudi par primerov pokazal. Ne. Samo tako, kot je bilo danes že rečeno, zakonodaja zelo toga. Pa ne govorimo o zakonodaji, mogoče o sami gozdarski zakonodaji. Jaz bom zdaj rekel zakon o upravnem postopku. Zakon o upravnem postopku so že 5krat rekli, da ga bojo posodobili, prenovili, nič se ne dogaja in zakon o upravnem postopku nas bo povozil. In tukaj moramo mi se nekako odločiti, kako bomo v prihodnosti s tem delali, ker mi dejansko znamo tako kot računalničar, mislim zavarovalničar, na koncu bi lahko z lastnikom mi zaključili na terenu. Lastnik bi nam na mobitelu podpisal tisto, kar smo se zmenili, bi mu odločba preletela v pošten predal ali pa nek dokument in bi bila stvar zaključena. In to so naše želje. Koliko daleč bomo do tega prišli, bomo pa še videli. Ne. Ključne so seveda gozdne inventure in monitoringi, gozdno-gospodarsko načrtovanje, podpora izvajanja načrtovanih ukrepov in nadzor rabe, ne, sprememb ter zdravstvenega stanja gozdov. Ena zelo pomembnih sklopov je seveda varstvo gozdov in to zdravstveno stanje in pa seveda različne storitve za lastnike gozdov. To vam bom tudi pokazal. Seveda za vse to rabiš moderno opremo. Ne? Rabiš moderno opremo, v veliki meri se zanašamo tudi na daljinsko zaznavanje podatkov. Ne, če ste mogoče zasledili v medijih, smo 14 dni nazaj podpisali pogodbo z izvajalcem teh IT storitev, ne, in smo vzeli Flycom. Ne. Flycom, njegov razvoj temelji na daljinskem zaznavanju podatkov in pa potem na gradnji v informacijske sisteme. In na tem hočemo delati, zato ker obvladovanje toliko velike količine podatkov v prihodnosti v nekem toliko kratkem času je praktično nemogoče. Po lanskih ujmah, ko smo imeli vetrolome, potem poplave, v bistvu, če ne bi imeli mi daljinskih podatkov, pa potem za preciznejše meritve tudi lastnih dronov in naredili te izvedbe, mi tega sanacijskega načrta in neke pomoči odločevalcem, kot je ministrstvo in pa podatkov za zakon o obnovi, tega ne bi mogli narediti. In to je prihodnost. Seveda potem je centralen informacijski sistem, ki bo povezan z podatkovno skladišče in pa seveda povezava z vsemi različnimi sistemi.
To je pa ena od pomembnih zadev. Gozdarski inštitut ima že zdaj Moj gozdar, spletno aplikacijo oziroma spletni web portal. Tukaj si pa seveda želimo povezati z našim pregledovalnikom gozdov in pa bolj nekako urediti ta dostop za lastnika in mu bolj specificirati, kaj ima, kako lahko, pa v bistvu, da bi imel neko zgodovino gospodarjenja, zgodovino nekih izdanih odločb, kaj se na njegovih parcelah dogaja. To bo kar težavno. Ena zadeva, kot sem omenil, je seveda zakon o upravnem postopku, druga največja zadeva je pa seveda register prebivalcev, register lastnikov, zemljiška knjiga in pa seveda zakon o varovanju osebnih podatkov. Pripravili smo za spremembo zakona o gozdovih usklajeno besedilo z informacijsko pooblaščenko, samo upamo, ko bo šel zakon o spremembo, da bo to zdržalo, da to not ostane, potem smo kar dobrega konja zajahali, da gremo lahko naprej. Zdaj seveda, kaj so ključni cilji, tako kot smo govorili, mi moramo te postopke optimizirati. Lansko leto, ko je bilo to kujm in toliko enih postopkov, mi smo imeli 101 tisoč postopek, to je bil sploh rekord. Od tega smo imeli izdanih odločb, mislim, da jih je bilo skoraj 90 tisoč. To so rekordi, ki jih ni. In to izdajajo odločbe, seveda mislim, da jih imamo zdaj po ta novem 376 revirnih gozdarjev. In oni so stalno prisotni na terenu, ogromno delo in tukaj moramo nekaj v prihodnosti narediti. Seveda s tem tudi nadgradnja delovnih procesov. Lažje se je treba odločati. Hitro je treba imeti dostop do podlag, do baz, da se to naredi večino z avtomatika. Vemo, da čim kar mi nekaj ročno vnašamo, imamo večjo pomoto, pa še to baze morajo biti med seboj povezane. Če si na enem mestu nekaj naredil, se mora to v drugem sistemu to avtomatsko vpisati. Potem pa seveda to, kar sem prej govoril, servis za lastnike gozdov, to nam je tudi zelo pomembno. Mi se moramo zavedati, 450 tisoč lastnikov imamo, približno smo delali neke kalkulacije, to pa zaradi enega evropskega predpisa, ki tudi, jaz upam, da ne bo ugledal luči še kar nekaj časa, EU-diarja, približno 100 tisoč naših lastnikov v povezavah v solašništvu ali karkoli stopa na trg. A veste, koliko je to ogromno enih subjektov, ki bi mogli v nekem postopku izpolnjevati neko bazo v Bruslu, v informacijskem sistemu in nek postopek pelati zaradi nadzora nad pač degradacijo gozdov. Seveda večja kakovost storitve za deležnike. In zdaj nekako pridemo v to, kaj bi radi naredili. Predstavil bom dve zadeve. Eno je posek, to je tako ena največja, če pogledamo naše porabo časa delovnega na letni ravni je posek daleč največja poraba, to pomeni odločanje o postopkih za posek. Vse to bo šlo na mobilno aplikacijo. Mi si želimo, da za spremembo zakona pa potem pravilnika bomo imeli kladiva samo še v vitrinah, arhaična zadeva, da upam, da noben od leta 26, konc leta 26, noben reviran gozdar ne bo imel več teniškega gomolca, pa nikoli v življenju ni tenisa igral. Tako da nekako bi se radi od tega poslovili, ker znamo z digitalno sledjo, ki je avtomatska, že slediti potem, če do česarkoli pride, bi znali pokazati, katere so bile te lokacije. Seveda sprej pa ostaja. Tehnologija še ni toliko razvita, da bi lahko brez LIDAR sistema na mobitelu že delal izmero drevesa. To se bo tudi zgodilo, pa tudi pravijo te fantje, ki nam bojo razvijali, da v letu 25 do 26 bo pa že v slovenščini prepoznava glasu in bomo imeli noč programiran in mogoče bomo imeli celo na roki, tako kot tekač, mobitel, pa odprto aplikacijo, pa bo govoril vrsta, pa bo rekel 10. debelinski razred smreka, pa se mu bo tamle na tistili, se mu bojo številke pokazale. Tamle je potem tudi so območja, kjer so se določene zadeve delale in potem bo prišel izpis. Kaj pa ZUP? Mi smo hoteli na tale izpis, da bi bila potem ena faza, s katerim pri A odločbah bi se lastnik sam še podpisal, ker ste skupaj zbirala in bi mu priletel v poštni predal. To bi bil pa res en tak napredek v tem našem procesu, ki se mi zdi, da bi videl. Druga stvar je pa seveda sprotno spremljanje, kaj se nam v gozdovih dogaja. Z daljinskim zaznavanjem pridobiti
predpodlage za novo sestojno karto in pa potem živa sestojna karta, to pa pomeni, da so vse spremembe, ki jih revirni gozdar dela, zdaj, a je to za gojitveno načrtovanje, gojitvena dela, a je to poseg, da se vse to beleži. In s tem se seveda tudi sestojna karta spreminja in je potem veliko lažji tudi v procesu zamenjave gozdno-gospodarskega načrta. Ko bi se 10-letni gozdno-gospodarski načrt sprejel, bi imeli mi živo stanje in tisto živo stanje bi se takoj odrazilo v avtomatsko izdelanih gozdno-gojitvenih načrtih. In mi bi imeli izdelane gozdno-gojitvene načrte, ko se gozdno-gospodarski načrt gozdno-gospodarske enote spremeni, potem se pa to z lastnikom predebatira na terenu. In je v bistvu imamo skozi ažurno stanje, nekako ažurno stanje, ki nam kaže dejansko stanje na terenu. Še en pripomoček, upamo, da nam rata, da si ga bomo lahko privoščili, je pa iz satelitskih posnetkov. To, kar so naredili na Agenciji za kmetijske trge, so potniki, ampak je v bistvu zelo velika natančnost, mi v gozdovih ne rabimo take natančnosti, da bi nam spremljali spremembe na podlagi odseva zelenega indeksa pa zimskih sprememb, da bi v kvadrantih kazali revirnim gozdarjem spremembo, ki se mu je zgodila v preletu satelita. To bi nekako pomenili in ti, ko imaš odločbe pripete v GIS sistemu, veš, ali je nekdo že začel izvajati odločbo ali pa v ujmi se ti pokaže lahko tudi neka sprememba v samem odsevu in to pomeni alarm za naše kolege, da grejo na teren in nek nadzor na tem, kaj se dejansko v gozdovih dogaja. Tako da to je mogoče v 2-3 primerih, česa se lotevamo, kako si želimo te digitalizacije v prihodnje. Močno upamo, da nam bo uspel velik del tega, kar sem omenil, tudi realizirati. Hvala. Počakati. Imamo kakšno vprašanje? Če ne vam bom ga pa jaz zdala, ne vem, če sem vas prav razumela. A že imate kakšno aplikacijo, v kateri bi imeli nadzor ali pa zbrane vse lastnike posesti gozdnih? Mi to imamo, ampak to ni javno v bistvu. Mi bazo podatkov seveda, da imamo. Ampak baje, da se dogaja v praksi, ker je 450.000 lastnikov, da ko kdo kaj podeduje, je potem en mali gozd, ki ima 50 ali pa 70 lastnikov, ki en za drugega ne vejo, da bi to bilo nekako bolj pregledno in da bi jih država lahko razlastila za tiste gozdove, ki nimajo gospodarja. Tako vam bom povedal, vedno več je kompleksnih zadev, to, kar ste omenili pravilno. Vedno bolj se zamikajo procesi zapuščinskih razprav. Imamo zdaj kar veliko postopkov, ko še ne dobimo od sodišča, vemo, kako ZUP potem veleva. Mi moramo CSD zaprositi, da postavi zakonitega zastopnika, seveda CSD, zdaj smo imeli primer z odvetniki, ne, ga niti noče postaviti, nam je odgovoril, da ga noče postaviti in pa smo mi tisti, ki ga moramo postaviti, ampak v tem primeru smo ga postavili, zato ker se moramo odločiti in moramo jeti v to. Tako, kot sem rekel, nekatera splošna pa ne računa, da bo gozdarstvo spremenil neke, če rečemo temu, zemljiško-pravne posestne zadeve, ker tukaj dregant, jaz mislim, da se noben ne upa, bo pa treba. Moje mnenje je, da če bi se saj v ZUP-u ali pa da bi se nekaj sprostili, neka modernizacija šla tukaj naprej, bi mi že zelo veliko zadev rešili. Veste, na koncu pa, če imamo pa kje 80 lastnikov, pa če se tam ne zmenijo, kdo bo za to delal? Najbolj, da... Ja, se je. Da pride en drug, ne? Ja. Ok, hvala lepa. Dajmo še en aplavz za digitalizacijo javne gozdarske službe. Zdaj pa vabim profesorja Mirana Lakoto z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, da nam pove, kako se kmetijstvo robotizira. Izvolite. Lahko blokirate sklice, saj ni dobenih video not. Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Miran Lakota in predstavil vam bom, se pravi, prihajam z Univerze v Mariboru, kjer vodim katedro za biosistemsko inženirstvo in mi smo se na to pot robotike nekako podali že pred 24-25 leti in bom vam na kratko opisal razvoj in kje smo približno danes. Kar naprej, prosim. Pardon.
Viš, nisem navajen na daljinca, tako on je gospod iz Italije rekel. Ja. Pokazal bom, se pravi, kdo smo, kako smo začeli in dokot smo prišli, potem pa bo meni zmanjkalo časa, imam pa še neke stvari, če bi se radi kaj naučili, pa če ste pripravljeni še dalje biti tu, ni problema. Torej, prihajam z Univerze v Mariboru. Pomembna je ekipa, na katedri nas je trenutno 7, 2 profesorja, pravzaprav 4 profesorji, zdaj že vsi fantje so doktorji, skratka ekipa je zelo multidisciplinarno sestavljena, od kmetijskih inženirjev, jaz sam sem strojni inženir, potem so tu računalničari in pa tudi imamo zdaj po novem še mladega magistra varne prehrane, ki sem ga mogel zraven nalepiti, ker še nimam slike njegove. Ja, seveda, pomemben faktor pri vsem tem, kar vam bom pokazal, so pa absolutno naši študentje in pa tudi zunanja podjetja, s katerimi sodelujemo. Niti jaz, niti mi vsi skupaj tega, brez vsega tega, bi rekel, ekosistema okoli nas ne bi mogli narediti, kaj smo. Se pravi, kaj počnemo? Na fakulteti lahko vpišete visokošolski študijski program biosistemsko inženirstvo. To je študijski program, ki je naslednik nekdanje kmetijske tehnike, ki smo ga oblikovali v letih 2002 do 2008 in je potem zaživel z bolonjsko reformo študijskega sistema in se je do danes, od leta 2008, že dosti spremenil. Boste videli, kaj smo vse vgradili. S ponosom, pa važno lahko rečem, da smo eni izmed vodilnih skupin za razvoj kmetijske robotike v širši regiji, kar imamo že tudi lahko dokažemo z številnimi nagradami, ki smo jih za to prijeli. Drugače pa mi razvijamo novo opremo, senzorsko in pa strojno opremo, potem tudi hardware, software in pa evalviramo in uporabljamo te senzore. Tu zgoraj imate enih par slik, kako recimo robot, ki smo ga testirali, vidi najprej hodnik na fakulteti, potem pa trajni nasad. Tam smo ravno na agrobiznisu z podjetjem Termodrom, ki je dobil takrat menda prvo nagrado. In pa še ostale stvari bom pa še kasneje razložil. Torej, sam študijski program traja 3 leta, vpišejo se pravi, dijaki srednjih šol, najdete nas tudi na Wikipediji, potem pa seveda to običajno delo, ki je med študijem, se pravi, imamo spletno stran biosistemsko inženirstvo, kjer lahko vidite naše aktivnosti, tudi z godovi smo že malo pomagali, brezkontaktno podlubnike iskati in take stvari, se pravi, daljinsko zaznavanje, potem pa recimo take diplome tudi imamo, se pravi, prave take mehanske, bi rekel, ne samo elektronske, kot je recimo ta vzmeten traktorski sedež, ki se da nagibati 30 stopinj levo, desno, ob tudi polnem vzmetenju v skrajnih legah. Potem pa recimo tu ena diploma, ki bo, danes je sreda, ne? Ja, pojutrišnjem bo na fakulteti ob 11. uri diploma naše Katarine Lipovšek, ki je v podjetju Tehnos izdelala nov tale prstasti prstni okopalnik, ki je 3D natisnjen in bo v petek zagovor. To so rezultati, pa potem seveda vse te publikacije, ki jih moramo izdajati. Zdaj pa seveda, kako se je zgodba začela. Začela se je na pobudo, torej precizno kmetijstvo, na naši katedri se je začela na pobudo študenta. Ja, enega študenta, ki je ob delu pri nas študiral in je rekel, se pravi, to je bilo z leta 2001, je bila želja, da z satelitskim sprejemnikom, takrat so bili še samo GPS sprejemniki, ker druga kot GPS-a ni bilo, se pravi ameriški sateliti, da sledimo kinematiki strojev v trajnem nasadu hmelja. No in tako se je potem začelo. Potem pa so tukaj se v bistvu, takrat, ko sem jaz katedro prevzel, smo začeli ekipo graditi. Prišli so novi sodelavci, potem smo začeli z napovedovanjem pridelka jabolk na osnovi digitalnih slik, se pravi prepoznavanje oblik in barv, to smo že leta 2005-2006 dokaj dobro obvladali. No, prelomno leto je bilo, ko se je rodila naša zvezda, naš Kornstar, to je študentski robot,
ki smo ga prvič preizkusili leta 2009 na tekmovanju evropskem. Takrat smo zasedli na prvem tekmovanju 9 od 16 mest, od 16 ekip. No in to nas je potem, je glih toliko bilo, da ni za obupati, ker če si 9 od 16 Jevrejev, ni za obupati, ni pa tudi neki rezultat, ki bi človeka navdušil, in po poti domov smo sklenili, da pa drugo leto moramo biti boljši. No, to je ta verzija 1.0. Kaj je tu zanimivo? Se pravi, mi smo se lotili izdelave nekega robota. Mimogrede, že leta 2009 je na Slovenskem forumu inovacij dobil neke nagrade. No in tu spodaj, ta dva mladeniča sta danes že precej v letih, to sta Juri in pa Peter. Takoj smo začeli mi z tem robotom študentskim tudi v naravi zadeve preskušati. Se pravi, nerealno, tu spodaj vidite v nasadu je še taki stari traktor, to je bilo z leta 2010, mislim, da, ko smo še ultrazvočne senzore uporabljali, danes več tega ne uporabljamo, to so preslabi. Kjer smo, se pravi, prepoznavali krošnjo, škropit, ja, ne, je krošnja, ni krošnje, ne, že lahko nekaj prihraniš. No, to tekmovanje se potem z leta v leto ponavljalo in tu so bila taka leta, ko smo iz leta v leto popolnoma novega robota naredili. Pa je bilo potem naslednje leto, ne vem, smo šli v Nemčijo, pa so spet Nemci zmagali, ker so imeli gore eno škatlo, kaj je to, pa so rekli, čujte, to je pa laserski skener. Sem rekel, zakaj mi tega nijemo? Prvi pa stane 4000 evrov. In moramo imeti. No, tako dolgo smo hodili okrog Sika, da so nam ga posodili potem, na reverso nam dali, ker denarja tako nismo imeli. No, takrat smo bili v Nemčiji 4. in spet smo žalostno zrli gor na podijum, kako so drugi dobili pokale, mi pa nič. Smo spet naredili novega robota, 2010, Danska, 2. mesto. To je to, podijum. Ni bilo podijuma, samo prvi je dobil nagrado. Spet smo imeli taki dolgi nos. Sem rekel, fanti, zdaj pa konec heca, zdaj pa moramo zmagati. No in potem je venilo, 2013 smo pa prvo zmago dosegli in od takrat smo, bi rekel, kar med vidnejšimi, bi rekel, ekipami na tem tekmovanju. Tu na sredini zgoraj imate pa tekmovanje 2015, je bilo evropsko tekmovanje teh robotov pri nas na fakulteti, to je dvorišče fakultete, in pa tudi lansko leto smo se že v tej organizaciji toliko uveljavili, da dejansko ni več sestanka komiteja, če mi nimamo časa. Tako da nas zelo upoštevajo. In pa seveda pol se pa zgodba nadaljevala, to z leta v leto naprej. 2018 smo se povezali z podjetjem Termodron, ker nismo svojega drona imeli, smo napravili prve te poskuse snemanja NDV indeksov pa selektivnega dognojevanja. Namreč vedno smo imeli željo, da mi to moramo probati, da lahko mi študentom to pokažemo. Recimo, spomnim se leta 2017, pa vsi so se o nekih dronih že pogovarjali, ali kamorkoli si pogledal, je na sliki pisalo super štok foto. Ali pa je eden sedel na enem džipu, poleg drona, tak. Nič ni bilo. Torej, z droni smo takrat ugotovili, da je potrebnih enih 20 korakov, ki moraš vse pravilno narediti, če hočeš na koncu neki učinek. Je tehnologija odlična, od žetve do setve imamo online stanje, se pravi, je bolezen, ni bolezen, so rastline prizadete, niso in tako naprej. Ampak v praksi to dejansko še danes ne živi, ker je to enostavno za kmetovalce preveč zapleteno. Servis pa tudi ne more prosperirati, zato ker bi ga vsi naenkrat rabili. Pa ne more. No, potem smo se povezali z podjetjem Refarmo za teodalinsko zaznavanje z pomočjo satelitov in potem pa je zgodba tale tu 2015, ko ste videli to tekmovanje, bilo za nas prelomna točka. Namreč drugi dan tekmovanja so se oglasili ljudje iz severa Italije, profesor Pantano, ki je rekel, imam pršilnik, ki je samohoden in želim, da vi to, kaj vi znate, vgradite v naš pršilnik. Koliko stane? Prvo na pogodbo, pol so se pa začeli projekti, ki so do danes že kar konkretno se razrastli. Skratka, 2019 je bilo v Radgoni razstavljen Rovitis, samohodni pršilnik. To, kar je v tisti sivi škatli not, tisto so možgani, to je naše delo. 2019 je bilo to razstavljeno.
Potem pa so zadeve se tako bliskovito razvijale, dejansko ta tehnologija nas tako ali tako prehiteva, ne, se ne uspemo enostavno ne, temu slediti. Recimo naslednji projekt, ko smo zopet šli iz, se pravi na te 3D laserske skenere, ne več linijske, ampak že kar prostorske lidarje, tu pa smo sedaj, se pravi, to je iz leta, mislim, da je 20, ne, 22, se ne vem točno. Skratka, italijanski pršilnik, Italijani, moram priznati, so zelo odzivni, ko smo rekli, kaj želimo narediti, ker so tudi partnerji bili iz Italije, so rekli, počakajte 2 dni, bomo pripeljali pršilnik in so ga dali dol, smo lahko delali naprej. V Sloveniji nekako še takrat ni bilo nekega odziva. Se pravi, prilagodljiva distribucija nanosa FFS, samostojen sistem, brez, ne rabimo nobenih satelitov in podobnega, komunikacije in pa seveda zdaj odvisno od tipa nasada, šobe se zapirajo selektivno, on sam vidi, kje je krošnja, kje ni krošnje, kdaj se obrača, se vse to zapre, kadar ni potrebno škropiti, tudi posamezne šobe se zaprejo. No in kako hiter je ta razvoj tehnologije, si sploh ne znate predstavljati, oziroma še jaz sem včasih šokiran nad tem, recimo. Ne. To smo naredili spomladi. Ta film je bil posnet v poleti in potem v jeseni smo pa že bili na sejmu v Bologni. Kaj se je v prvi uri sejma zgodilo? Prišel je en mladenič pa je rekel, pridite gledat. Imam ventile elektromagnetne, ki delujejo na izobaz vodilu. To bi vi ful rabili. Ja, super, a to že tudi obstaja. Mislim, to je, ko nekaj narediš, pa živiš, da si od zadaj. Ne? Skratka, vsa ta leta smo mi dejansko vso to znanje tudi vključevali v študijski program. To je zdaj en kup nekih novih predmetov nastalo. In zdaj smo pred zadnjim izzivom, ko so tisti predmeti, ki so bili v 3. letniku 2008, bi rekel, know-how predmeti, tiste moramo zdaj vsebinsko zamenjati, ker so zastareli. Ne? No, 2022 v Radgoni smo pa že malo se spogledovali tudi z tem našim univerzitetnim satelitom, ampak moram priznati, tu nič ni pametnega ratalo, ker univerza je poslala en nanosatelit v vesolje, pa smo malo gledali, kaj bi tu lahko mi naredili, pa nismo nič pametnega naredili. In letos je pa bilo tudi zopet tekmovanje, smo kar nekaj prvih mest odnesli, se lahko pohvalimo in pa najbolj sem pa ponosen na to, ker smo letos uspeli speljati poletno šolo ICT in Precision Agriculture in je bila ta poletna šola v avgustu zelo dobro obiskana, 33 udeležencev iz 11 držav, 4 kontinentov in mislim, da en stavek enega udeleženca pove vse na spletni strani, lahko si pogledate, ko pravi best summer ever. No, zdaj, če se moče še, kako smo s časom, še imam minuto? Slabo, ne, dobro, ok, minuta, še minuta. Se pravi, kak je stanje v Sloveniji, malo kje smo, ne, da vidimo. Torej, digitalizacija predstavlja proces, ne gre naenkrat, tako recimo smeti nismo začeli ločevati na izvoru, pa jih odvažati na en dan, ampak je to procedura, ne, najprej v kanto, ne stran, pa v kanto, pol sta 2 kanti, 4 kante, zdaj pa že toliko kant, da možeš že imeti očale, da vidiš, kam možeš vreči. Ne. Se pravi, proces je, kak daleč smo, ja, ne vem, tam imate recimo desno en tako krivuljo, ko se najprej se zaženejo 2,5% inovatorov, potem prvi uporabniki in potem velika večina, pol so še pa zadaj se zamudniki. Ne. Malo nas v Sloveniji tepe demografska struktura imetnikov posestev, ker je zelo visoka, 57, 58 let in to so generacije, ki nekako ne več vsaki dan radi drugače delajo, ko so včeraj, ampak ne, malo bolj, bi rekel, so zmanjšali ritem sprememb, ampak na splošno bi pa rekel to, da smo mogoče nekje, kaj jaz vem, tam kritična masa je pa zgodnja večina je pa že dejansko kmetovalcev, bodi si vsaj z nekimi senzorji, kakorkoli, če ne druga pametne telefone uporabljajo, ne, za pridobivanje informacij. Zdaj, značilno je pa to, da pa mladi imetniki, ne, tu bo kolega povedal,
boste videli, kaj oni počnejo, so pa vsi zelo nagnjeni k uporabi teh tehnologij, ki prinašajo ogromno prednosti. Namreč govorimo o ekologiji, ki je danes splošno popularna, ker okolje moramo vrniti otrokom čistejše, kot smo ga dobili, to je naša zaveza. In pa ekonomija je pa tudi vedno zanimiva, ne, sploh za mlade, ja, za koga pa ni. Se pravi, cene opreme padajo, uporaba pa seveda narašča na vseh področjih. Seveda je to zdaj tisto precizno kmetijstvo, ko še moramo za vreme eno aplikacijo pogledati, za cene semena drugo, za kmetijske nasvete tretji portal in tako naprej. Skratka, ko bo še to vse skupaj integrirano v neke pametne sisteme, umetna inteligenca se razvija, tako da bomo te zadeve lahko s časoma povezali, bo to potem še za mlade toliko lažje. Jaz pravim, bodite srečni, da ste zdaj še mladi, en kup dobrot prihaja, ki jih boste lahko uporabljali. Opažam pa v praksi tudi to, ko me dostikrat vprašajo, za koga je to, pa mali kmetje, kako bojo oni tisto tretjo. Poglejte, te tehnologije so za tiste, ki so že danes dobri, vsak se pa mora vprašati, sem dober ali nisem dober, delam dobro ali ne. Peljite se malo med polje, tu so gospodje svetovalne službe, oni točno tudi vejo, kdo dobro dela, kdo pa je površen, ker nima časa in samo da je seme v zemlji, pa makar vsako 10. rastlina manjka. Se pravi, potrebna sta dva pogoja, pa vmes je še in. Se pravi, tisti, ki so že danes dobri in želijo biti še boljši. Ne? Imamo pa tudi take, ki so danes že dobri, vse krasno naredijo, samo ne do se pa jabali še naprej s to tehnologijo zdaj zraven, ker to pa je že preveč. Ni treba, ne? Cena na trgu jim dejansko jih ne pritiska še dovolj. Ne? Tako da tu sem jaz zdaj nekje potegnil za danes črto, ker vem, da je že pozno, pa gospa Petra, no tako tu zdaj brcamo počasi. Imam pa še tega, da prej enih 20 slajdov, samo ne boste, sigurno ne boste. Hvala. Je kakšno vprašanje v zvezi z robotiko, biosistemskim inženirstvom, preciznim kmetijstvom? Torej, mladi ljudje, 90% je takih, ki imajo afiniteto do uporabe tega. Zvolite. Ja, imamo že, recimo v petek imate v Radgonskih goricah prezentacijo Askome, potem je tu Slop Helper, ki že ima proizvodnjo, prihajajo zadeve, tudi recimo, ne vem, tako so mozni roboti od začetka, tudi smo jih hodili gledati kot 9. čudo, so danes že nekaj normalnega. Je proces, ki prihaja, morate pa nekaj vedeti, ne, da ko nekaj takega razvijate, to ni skladišče, kjer bi bilo 350 lumnov svetlobe in bi celi dan bila enaka svetloba, ampak tu je en kup nekih stohastičnih procesov, ki nam kar predstavljajo izzive, da potem lahko, recimo letos nam je uspelo na tem tekmovanju zmagati ravno zaradi tega, ker smo robotsko roko prepričali in ravno tam na tekmovanju je tisto jagodičevo zelo lepo potrgala. No, v pravem času, v pravem trenutku. Ja. Super. Hvala lepa še enkrat. Dajmo še en aplavz, prosim, za gospoda profesorja Lakoto. Zdaj pa vabim Aleša Perka. Profesor ga je že posredno napovedal. Mlad, izobražen kmet, ne samo kmet, še marsikaj druga, in bo povedal, kako na njihovi kmetiji že dobrih 30 let analizirajo podatke in kako sam dosega izvrstne rezultate pri vzreji bikov. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Sem Aleš Perko, magister ekonomskih in poslovnih ved. Nekako na kmetiji smo odraščala z bratom, on je šel v bolj strokovne vode, študiral agronomijo, sedaj je asistent na fakulteti za biosistemske vede, študira vinogradništvo, jaz pa sem se odločil, da bi rad spoznal ta bolj ekonomski del in to nekako prenesel na našo kmetijo z nekega drugega vidika. Tukaj imam par slik, kaj počnem. Od letos sem postal mladi prevzemnik kmetije.
Lansko leto sem bil kandidat za inovativnega kmeta. Moje življenje se je spremenilo tudi, ko sem se poročil, saj z ženo sva nekako začela delati dve kmetiji, ona je usmerjena v zelenjadarstvo in sadjarstvo, naša kmetija pa vinogradništvo in govedoreja. Tako da imamo zdaj širok spekter ponudbe, ampak razmišljamo, kako to optimizirati pa delati na dolgi rok. Zraven tega pa še pojem v vokalni skupini Ildjuvi, kjer imam različne ljudi okrog sebe iz različnih področij in tudi večkrat debatiramo o tem, kar vsakdo dela vsak dan. Naša kmetija je locirana v severovzhodnem delu Slovenije, blizu avstrijske meje, tam, kjer je tista točka, v občini Šentilj, Slovenskih goricah. Smo v OMD območju, tukaj na slikah ni tako videti grozno, ampak so kar nagnjeni tereni, majhne parcele, razdrobljenost, tako da imamo kar težke pogoje za samo delo. Smo pa družinska kmetija 3 generacij, trenutno sta na kmetiji 2 delovni mesti. Tako izgleda kmetija danes. 2018 smo šli v večje investicije, v izgradnjo novega hleva, potem pomožnih objektov, pa seveda nekaj tehnologije. Na kmetiji redimo okrog 200 govejih pitancev, ki jih uvažamo iz različnih držav iz Evrope, potem pa prodajamo tudi večinoma v tujino. Za bike izračunavamo obroke, vsako komponento posebej analiziramo in pa potem spremljamo rezultate prirasta, ekonomske kazalnike in tako naprej. Tukaj vidite potem neke dobre primere, ki nastanejo z natančnim in dobrim delom. Na sliki je naš nov hlev, eden najsodobnejših v Sloveniji, odprt, zračen, udoben za rejo govejih pitancev. Potem ukvarjamo se s poljedelstvom in travništvom. Na njivah gojimo kulture, predvsem za lastno rabo, za potrebo krme, za goveje pitance. Na trajnih travnikih pa imamo travnike, ki so bolj intenzivni, tam kosimo 5 do 6 košenj. Imamo pa tudi bolj ekstenzivne, kjer imamo 2 odkosa suhe krme, potem pa še morebiti enega v jeseni, odvisno od samih razmer. Tukaj pa lahko vidite rezultate na teh 2 slikah, ko se vse poklopi, naše znanje in pa tudi vreme, da nam ne uniči toča ali pa kaj drugega. Potem so tudi nasmeški na obrazih, ko vidiš, da si dobro delal. Vinogradništvo in vinarstvo je bila zelo pomembna panoga na kmetiji in še vedno je. Ko smo imeli manjši obseg, je dobro dopolnjevala tudi finančno našo kmetijo. Smo razvili blagovno znamko Vino Perko, tudi na ocenjevanjih smo prejeli številna priznanja na mednarodnih. Zadnji 2 leti pa se že z ženo, to je njen doprinos, sva začela z pridelavo jagod, pa tudi nekaj zelenjave, to pa je njen del oziroma prispevek k naši kmetiji. Kako je prišlo do ideje na naši kmetiji, da smo sploh začeli razmišljati o nekem modelu? Tukaj vidite neko sezono opravil na kmetiji. Najprej sem 2014 ob študiju začel razmišljati, kaj mi sploh delamo, kakšne rezultate dosegamo, ali je to ekonomsko upravičeno ali ni. Ker veste, starejša generacija vedno govori, nič se ne splača, ampak mi smo bili v tistem trenutku, kot študent razmišljaš, ali boš ostal doma, ali boš šel v službo, ali bomo investirali, ali ne bomo. In tako sem začel sred poletja, oče pa mama sta bila na dopustu in sem oblikoval en takšen prvi primer, svoj model za krmljenje in sem ugotovil, kakšna je sploh naša cena, koliko nam ostane. Potem smo z bratom naredila to še za gnojenje, dognjevanje, tudi za škropljenje. Sedaj, ko smo izpeljali investicije, smo model nadgradili tako, da nam vodi sproti tudi vse zaloge, tudi storitve spremljamo in pa načrtovanje kolobarja, kar pa je seveda osnova, da zagotovimo dovolj krme za našo govedo.
Model za krmljenje to zgleda tako, da je ena velika baza podatkov, ampak vsak dan vpisujemo za vsako komponento posebej, kar nam omogoča krmilni voz, ko nakladamo, nam pokaže, koliko krme smo naložili v ta voz in sproti si vpisujemo te podatke. To imamo urejeno zdaj prek Driva in na koncu vsakega dneva nam pokaže, koliko nas stane ta dan obrok na žival in koliko je cena skupnega voza te krme. Od zadaj nastavljamo lastne cene, kajti te se spreminjajo iz leta v leto in jih je potrebno ažurirati. Tukaj pa je model, kjer vidite, da si vpisujemo, koliko krme smo pridelali z bazo podatkov porabe krme, pa nam tukaj avtomatsko odšteva in vidimo, kakšno je naše trenutno stanje na kmetiji, tako da se lahko odločamo, kdaj bomo kakšno komponento dokupili, za koliko časa še imamo, tudi vidimo, koliko moramo imeti v kolobarju nekatere pač točno določene kulture, da bomo zagotovili dovolj krme za naslednjo leto. Pri bikih spremljamo tudi trenutno stanje v hlevu, koliko so živali težke. Tukaj naj pomenim, da ob vhlevljanju za vsako žival posebej vnesemo težo in koliko živali je v boksu, razvrščene so po skupinah in na to, glede na pričakovani prirast in datum odhoda, ugotovimo, nam model pokaže, kateri boksi so zreli za prodajo, tako da, ko se pogajamo za ceno oziroma pride k nam kupec, točno vidimo že približno, koliko kilogramov bo v določenem boksu. Kot sem omenil, spremljamo priraste, tukaj vnašamo začetno težo in potem končno težo. V tej datoteki upravljamo tudi druga birokratska opravila, kakšna veterinarska, mogoče kakšne številke manjkajo. Tukaj so kilogrami ob hlavitvi, ob prodaji, potem razvrščeni so po boksih. Na koncu pa izračunamo ekonomske kazalnike same reje, kakšen je bil neto prirast na dan, poraba krme in cena krme. Na podlagi tega tudi vidimo, kakšna je naša donosnost. Naredil sem tudi en primer kalkulacije, kajti marsikdo pravi, da to, kaj delamo, da je drago, da imamo drag obrok, ampak vse je treba nekako dokazati. En primer z popolnim obrokom in z nepopolnim obrokom, kjer sem odvzel na primer beljakovinske komponente, ampak na koncu ugotovimo, da ob isto število dni zaslužimo pri popolnem dražjem obroku več. Ob predpostavki, da sta obe živali stale isto in pa potem obe sta bile spitane na isto končno težo. Tako da tudi to je včasih bilo potrebno dokazati starejši generaciji, da ni vedno najcenejše, najboljše, ampak da treba delati dobro in potem pač tudi dejansko v praksi se to izkazalo, da je res. Model za kolobar, tukaj sva s bratom nekako izdelala oziroma dodelala neke stvari, da vsako leto pridelamo dovolj krme, da lahko nekako čim bolj optimalno načrtujemo ta kolobar. Na podlagi tega pa potem izdelava gnojilni načrt za vsako njivo posebej, potem pa se ta načrt prenese na dostrojnika oziroma imamo v traktorju to in na podlagi tega potem tudi gnojimo. Tako za gnojevko, kjer imamo tudi opredeljene, s kakšno hitrostjo moramo gnojiti, da dosežemo potrebno količino na hektar. Za trosilec mineralnih gnojil, ta pa je avtomatsko vodeno, glede preko hitrosti in navigacije in na koncu samo izpišemo, kakšen je bil dejanski raztros, da imamo dejanske podatke. Potem precizno gnojenje in škropljenje.
Tukaj imamo napravo, ki je vodena preko navigacije in avtomatsko regulacijo pretoka, tudi 7 sekcij ima, ampak tukaj v prihodnje si želimo narediti še napredek, kajti v našem območju je včasih problem v optimalnem času iti na površino, ko so tla razmočena, z težko mehanizacijo je to nemogoče upravljati. Verjetno bo se pojavila kakšna alternativa temu, da bo dovolj natančno, dovolj hitro upravila v optimalnem času in tudi selektivno, da ne bomo škropili cele površine. No, tukaj pa je izpis podatkov, ki nam potem sama škropilna naprava omogoča. Na kmetiji tudi vodimo vse storitve, da imamo pregled nad stroški. Naj omenim, da na kmetiji se odločamo za kvalitetne storitve, za takšno mehanizacijo, storitve, ki omogoča nekaj več, natančno delo. Tudi ta ponudnik storitev ima res napredno tehnologijo, vodeno preko navigacije, potem avtomatsko zapiranje sekcij, kar nam je pomembno, da prihranimo na semenu, na času. Na koncu ta storitev ne stane toliko, kot če bi imeli sami ta stroj, ker je veliko dražji in se ne bi amortiziralo oziroma mi ne bi dosegli nekega obsega proizvodnje, ki bi to pokrivalo, te stroške nabave teh strojev. Za nas uporaba ta modela pomeni, da imamo na enem mestu zbrane neke podatke, ki jih lahko analiziramo, se lažje odločamo za prihodnje. Naj omenim, da v našem območju se dogaja, da ogromno kmetij opušča kmetovanje, sploh te starejše generacije ali pa kmetije nimajo naslednikov. Za nas je to seveda priložnost, ampak tudi moramo vedeti, kako bomo investirali, v kaj se spuščamo, da ne zabredemo v neki neizhoden položaj. Zato je res pomembno, da obvladamo naše stroške proizvodnje, da znamo napovedati, kaj se bo jutri dogajalo, znamo spremljati trg in na podlagi tega potem lažje sprejmemo neke poslovne odločitve. To je to z moje strani. Hvala. Hvala. Je kakšno vprašanje? Evo, izvolite. Pride mikrofon. Sprejemate se stroške? Ja. Projekcijo, kdaj bi mogla biti stvar optimalna? Zanima me, kakšna je potem končna razlika med dejanskim izplenom pa izplenom, kaj pravi računalnik. Ne zanima me, samo kakšna je diferenca, koliko ste lahko natančno ocenili s pomočjo računalnika, kakšen bi moral biti prihodek odnosno dobiček. Glede na te modele, ki jih spremljamo, dejansko natančno napovemo razliko, ki jo ustvarimo ob reji govejih pitancev, zato ker ti podatki, ki jih vnašamo v bazo podatkov krmljeno, so realni, tudi lastne cene imamo nastavljene malo više, kot je dejansko, ker tukaj še vključimo amortizacijo, strošek dela. To pomeni, našo lastno delo vrednotimo tako, kot če bi mi najeli neko storitev. Tukaj imamo to rezervo in na koncu se dejansko pokažejo, da smo pri tem dokaj natančni in realni, saj potem s to razliko lahko pokrivamo investicije, kredite, najete, ki jih imamo. In zato tudi se trudimo nekako z obstoječo proizvodno čim bolj optimizirati stroške, pa potem povečati učinkovitost, da to razliko, ki delamo, povečujemo. Okay. Hvala. Dajmo še en aplavz. Gospod ima se eno vprašanje. Zadnja vrsta. Tole zveni kot pravljica. Jaz vem, da letošnje leto gledam koruzo tam okrog, je vse slabokrvno, ker je Putin 3-krat podražil umetni gnoj. Jaz ne vem, kako to pride skozi. Jaz mislim, da tukaj je še en dohodek, ki ga vi prikazali niste. Verjetno rešujete še s enim stranskim dohodkom. Ne. Tudi nas je, na primer, lansko leto doletela toča, smo imeli ogromne izpade.
če bi delali na podlagi tega, kar se je zgodilo, naprimer moji sorodnici, ker ne gledajo naprej, kaj se dogaja, nimajo nekih pregledov nad stroški, potem začnejo slabeti z samo proizvodnjo, manj kupijo umetnega gnoja, ne delajo tako, kot bi morali, potem se vsako leto stanje slabša. Pri nas pa, ko vemo, da želimo dobre rezultate, tukaj ne moremo iti nazaj in če bi tukaj šparali, po domače povedano, bi ne dosegli takšnih rezultatov. Ampak, kot ste rekli, da zveni kot iz pravljice, tudi na naši kmetiji se soočamo s problemi, ko pridejo takšne težave, imaš potem včasih kakšne težave z likvidnostjo, ampak z dobrim delom, z natančnostjo se potem lažje odločamo in na koncu leta pridemo do cilja, ki smo si ga zadali. Ja, ampak to, kaj imamo v naši moči, moramo usmeriti v našo prid, ne na zunanje okolje, mi nimamo vpliva na notranje, pa seveda imamo. Modele? Ja, modele sva z bratom sama razvijala, pa vsako leto po zimi nekako nadgradimo te modele. Je pa tudi ideja, da bi se to združil v neko aplikacijo, da bi, naprimer, Da bi si lahko še gospod naredil svoje kalkulacije. Ne, naprimer, za samo gnojenje, da bi mi vnesli pričakovan pridelek, zasnovali kolobar, pa katera gnojila želimo uporabiti in bi nam potem sama aplikacija to v momentu naredila, ne? Ker to je ogromno enega dela potem ročnega vnašanja, ki pa se ga da prihraniti in bi bilo še bolj učinkovito za nas. Hvala lepa. Dajmo še en aplavz, prosim, za Aleša Perka. Evo, članek v Kmečkem glasu sledi. Je tako? No, čestitke. Zdaj pa gremo mi, mislim, da se bomo povezali v Argentino, je tako? Evo. Dober dan. Pozdravljam gospoda Edija Cestnika. Me slišite? Še ne. Zdaj bomo pa slišali, kako poteka kmetovanje na veliko. Predstavil bo grupo HZ, dve podjetji, Vidra in Bega Humalta. Eno je poljedelsko živinorejsko skupaj z proizvodno mesa, druga je pa gozdarstvo. Sam bo treba... Ja, jaz bom naredil predstavil v angleščini, ker me bolj poteče govoriti po angleščini ali po slovensko, če se lahko. Če vam je lažje. Bi po angleško naredil predstavitev. With more than 70 years of history, HS Group is a multinational conglomerate of companies based in Argentina with more than 1,500 employees distributed in the different production plants in Argentina, Brazil, and Chile. In agroforest industry, we have over 100 employees. The group is committed to the environment. As an example of this, for the production of paper and cardboard, up to 60,000 tons of post-consumer paper products are recycled every year. It's the only company manufacturing recycled coats, cardboard in Argentina, where up to 89% of the recycled material is used. The origin of the business was packaging, and in the diversification of the activities, we enter in the forestry and agriculture business
like Vega and Vidia respectively, which are the companies that I will be presenting in this overview. Let's take a look what is agriculture in Argentina. Argentina, there are 38.7 million hectares under cultivation. And between soybean and corn, they use 70% of cultivable areas. Argentina is leading export by soybean products such as soybean oil and flour. Also export 50% of corn and wheat production. Let's take a look what we do in Vidra. We produce cereals and oilseed for direct sale and feed for pigs. We have a small livestock of 400 head, and as far as pig production is concerned, we have a productive capacity approximately of 2,100 slots, which represent about 30,000 pigs. And we are expanding it by 50%, which will be full operationally in July of 2025. Our production system of farms is focused on animal welfare. We sell around 70,000 pigs per year, which represent more or less 9 million tons of meat. We use direct seed system for our crops. We have pivot irrigation equipment which cover around 217 hectares. Pig waste is treated, processed, and mixed with water, and we use for irrigation, which reduce 50% the use of fertilizers. With what pig production, the production system we use is artificial insemination. We fatten the pigs up to 130 kilograms in 170 days. We sell live animal to slaughterhouses. The annual Argentina production of pork is 4,058,000 tons, and 1.8% of this production is exported. Meat consumption in Argentina is around 110 kilograms meat per inhabitant per year. The main consumption is beef with 48 kilos, then chicken with 46, and we find pork in third place with 17 kilos per person. As we saw in the previous slides, we can see the sustainable production that we carry on. With the harvest corn, we produce feed for pigs, fatten them, and then use the waste to fertilize corns. Now, let's take a look to our forestry activity. The plantation area in Argentina is 1.2 million hectares, of which 87% is destined to pine and eucalyptus, and around 2% remains as native forest. Vega in Humaitá, we started forestry production 40 years ago. We currently have 6,300 hectares of eucalyptus and pine plantation. We continuously expanded our forest base using modern production criteria, ensuring the conservation of native forests and natural ecosystems. The productive cycle of eucalyptus is around 15 years and the pine is 25 years. During growth, we do weed and pest control, pruning, thinning, cleaning, growth monitoring, and inventory of the trees. We have an early warning and fire control systems with our own fire brigade in collaboration with brigade of the surrounding establishment. During the summer season, between 80 and 100 fire outbreaks are usually extinguished in the area. Our annual production is approximately 100,000 cubic meters, of which 70% is sold to sawmills to production of board and other products for the construction industry. 10% is sold to pulp mills for production of cellulosa,
and the rest is destined to post and production of sheldables for the production MDF and clipboard panels. Thank you. Well, Vprašanje za gospoda iz Argentine o poljedelstvu, prašičereji na veliko in gozdarstvu in predelavi. Bi vas pa jaz vprašala, kje so zdaj večji izzivi, ali v poljedelstvu, živinoreji ali na področju gozdarstva in predelave lesa? Kaj je večji net v Argentini, se velika agrikultura ima večji extension. To je ste to vprašali. Where do you face bigger challenges? Is that in pork production or crop production or in forestry sector? The more challenging is in pork production because our production is based on welfare on the just a second. We tried with our production system. We focus on the well-being of animal, trying to fulfill the business. How to explain it? The pork production in Argentina is not taking in consideration welfare of animals. So we are the leaders here in Argentina trying to take this system on. That's why I think that it's more challenge for us to take this kind of system on. Thank you very much, and we wish you a lot of success in your business in the future. Thank you. You're welcome. Dajmo še en aplavz za Argentino. To so bile številke nepredstavljive za naše okvirje. Zdaj pa gremo na Hrvaško. Pozdravljam gospoda Zorana Ožbolta, predsednika Kmetijske izobraževalne skupnosti Gorski Kotar na Hrvaškem, ki nam bo predstavil njihovo vzorčno kmetijo, ki je še dosti več kot pa samo kmetija. Izvolite. Hvala. Jaz sem pripravil tukaj par slik. Mi smo začeli leta 2010 z Ministrstvom za kmetijstvo, Ministrstvom za zamejstvo pa Kmetijsko-gozdarskim zavodom z Ljubljana. Smo začeli na našem področju malo svetovati te naše kmete v raznih dejavnosti in tako smo začeli. Prve tista slajd, ko je bila slika, je bil en dogovor, kjer smo začeli to skupino Agraslomak leta 2012, ko smo potem podpisali na Ptuju. Udeležujemo se raznih teh sestankov, ko pridejo razne dogodke, da kar hitro laufa, moram tudi jaz mečkano hitreje. Bili smo tudi na prve kmetijske konference, izdali smo brošuro za naše področje razvojni program. Tu so naše delavnice, ko vidiš, da imamo delavnice zaprt rastlinjak. Tu smo naredili vzorčen rastlinjak, ki se uporablja tako, da educiramo naše prebivalce, naše ljudi. Tu so vremenske spremembe, pride kar tako, take stvari imate tudi notri, tako da ne mislijo, kaj delamo. Tukaj vzamemo vzorce zemlji in tukaj imamo otroke, ko jih tudi educiramo za šol, mečkeno povejmo od teh dejavnostih naših, pa od drobnice, reje drobnice. Tukaj so ekskurzije na Goranskem vrtu, pokažemo malo, kaj delamo, delavnice, biougljen.
tu na kratko. Tu je bila tudi ena od priprav in tista ideja, ko se za samo kmetijstvo, tukaj so otroci, ko pridejo tudi pogledati za šole. Prva ideja od postavitve vzorčne kmetije izobraževalne v Gorskem Kotaru se pojavila na tistem sestanku, ko smo bili na Porabju. Takrat smo gor videli kmetijo in smo tudi rekli, morda danes jutri bi bilo dobro, da imamo pa tudi mi. Takrat, eno leto kasneje, to je bilo leta 2014 je prišel minister Žmavc do nas, imeli smo sestanek, pojavili smo, do leta 2015 ni bilo nič, na otvoritve kmetije v Porabju je začelo se to odvijati. V letu 2017 je Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano podpisalo dogovor, realizacijo tega projekta za sofinanciranje, dogovor o skupni podpori pristopi načrtovanju sredstev za realizacijo projekta v TIK. Gorski Kotar s podpisom tega dogovora se je tudi formalno pričela priprava za izvajanje projekta v TIK Gorski Kotar. Sledila so idejne, tu vidiš te slike gor, idejne zasnove za izdelavo glavnega projekta v Prezidu. V Prezidu se je ponudila priložnost za nakup stare stavbe, neobljudene stavbe in hleva na parceli. V skupni izmeri nekaj 5500 kvadratov. Projektni odbor so člani, konstituirali se je projektni odbor za člani MKGP-ja, Urada za Slovence, Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Šli smo v idejno zasnovo, tu so prve naše ideje, kako bi trebala kmetija izgledati. Postavili smo ono, potem smo dobili več, naredili smo razpis, malo smo naredili idejno. Ideja je dobil naš zamejc, Studio Toskano, Dani Toskano, to je njegova ideja, zamislil in smo tako začeli delati. V letu 2018 se je naredila idejna zasnova, v letu 2019 se je dobila, sredinom leta 2019 se je dobilo gradbeno dovoljenje, 2020 smo naredili stavbo, ko ste videli z zunanje strani, potem so začeli pa taki majhni problemi, ker se je bil COVID in smo komaj v letu 2023 smo končali stavbo. Letos smo začeli z pripravo za hlev in za zunajno ureditev. Glavna stavba je zasnovana tako, da ima poleg kleti še 3 etaže, večnamenski prostor, jedilnica za 60 oseb s pripadajočo kuhinjo, 4 dvoposteljne sobe s po 2 ležišča ter 16 skupnih ležišč v mesarnih prostorih. Gor ste tudi videli, da smo z Univerzo Maribor sodelovali, študenti magistrskega studija Fakultete Brežice so nam delali 2 monografije tudi z Kmetijsko-gozdarskim zavodom, oni so financirali, delali smo za podlago za turistički razvoj in namen in cilj je bil, da se ta izvirna slovenskost jezik, tu pomeni, mi govorimo pri nas, naše področje, kdo poznaje, govorimo še staro slovenščino, zato ker prej smo imeli utjecaj hrvaškega jezika, tako kot nekaj na Koroškem in recimo tega našega izvornega jezika, ko ga uporabljamo v medsebojne komunikacije še danes. Ta prostor v Prezidu služi celotni slovenski narodni skupnosti v Gorskem Kotaru, s tem namenom je eno celotno nadstropje stavbe namenjeno kulturi, izobraževanju, prireditvam in medsebojnem druženju. Tukaj bodo svoje dejavnosti izvajali šole dopolnilnega pouka slovenščine, ki jo obiskujejo več kot 60 učencev, Slovensko kulturno društvo Gorski Kotar, pevski zbor, zeliščarsko društvo Trbuhovica in drugi.
To bo prostor za kulturne prireditve, razne predavanja, delavnice in srečanja. V okviru stavbe Vtik je predviden tudi trgovinica lokalnih produktov slovenske narodne skupnosti. Cilj je pa tudi razvijati turistično dejavnost, zato ima stavba kapacitete za sprejem večje skupine. Vse te dejavnosti bodo prispevali k ohranjanju in širjenju narodnostne zavesti na tem prostorih. Vtik pa bo predstavljal ponos naše skupnosti s tem, da bo postal osrednji prostor za povezavo in medsebojno sodelovanje. Imamo vedno več domačinov na tem prostoru, ki se identificirajo kot Slovenci, z ustreznim vodenjem Vtika Gorski Kotar ter dobro načrtovanimi aktivnosti bodo ta stavba in naša dejavnost pridobivale na pomenu za mlade in tamkaj še živeče Slovence. Evo, v kratkem pa vidiš tam gor, če imate pa kako vprašanje, sem pa tukaj pripravljen. Hvala. Mislim, da sem na minutah. Evo, bravo, vi ste pa točni. Imamo kako vprašanje za gospoda Ožbolta? Povejte, prosim, koliko ljudi je v narodni skupnosti v Gorskem Kotarju, koliko Slovencev imate? Mi imamo recimo v Slovenskem kulturnem društvu imamo preko 100 ljudi, zdaj tukaj imamo pa tudi preko 100 ljudi. Ja, nekaj vidiš, da imamo tam vrednice, to so punce, ko pletejo, pa pridejo, one so člani naše, niso pa recimo na drugih področjah aktivnost, pridejo pa pletejo razne te ukrasne izdelke, ko ste jih tudi videli gor na slikah. Koliko pa je kmetij, recimo Slovenci, koliko kmetij imajo še v Gorskem Kotarju? Zdaj tako je, zdaj bi mešane družine ali pa tu recimo področje Gorskega Kotarja ali pa tu področje Čabra, ker mi živimo. Prej nazaj je bo tu, zato imamo tudi priimke pa take stvari, je bo 80% prebivalstva je bo slovenskega. Ampak mi smo živeli v skupne države, ko je Jugoslavija, takrat ni bilo nebenih unih in se niso deklarirali. Zdaj pa taki, ko so že v pokoju, pa iščejo, pridejo, da bi pridobili slovensko državljanstvo in da bi prišli v naše društvo in se z nami družili. No, fino. Ko boste pa imeli turistične pakete, bomo pa mi k vam hodili. Ja, z veseljem tudi imamo tako dvorano od 60 do 100 ljudi, ko je pripravljena za bilo kakšno konferenco, tako da se razne stvari lahko tudi pri nas dogajajo. Super, hvala še enkrat. Mi smo sosednja vas od Babnega Polja, zima za nas ni, mi imamo škrino, da se gremo malo sogreti, da gremo v po zime, da se malo sogrejamo, da nam ni tako vroče, ko je drugače. Evo, to je to. Čestitam, evo, bravo. Zdaj pa vabim gospo Tanjo Peric z Univerze v Vidmu v Italiji, da nam bo predstavila poslanstvo veterinarske fiziologije v svetu živinoreje. Torej, kaj je novega na tem področju? Izvolite. Pa en aplavz, prosim, za gospod. Najprej uredimo to, so vsi višji od mene. Torej, lep pozdrav najprej vsem prisotnim in zadnjič smo se pred približno 10 leti tukaj srečali zaradi projekta Farmit. Tukaj sem predstavila ta čezmejni projekt med Italijo in Slovenijo, verjetno se marsikateri izmed vas tega spomni. In sicer takrat smo govorili o nečem zelo praktičnem. Želeli smo na območju med Italijo in Slovenijo, in sicer v Italiji, v Benečiji, kjer je področje nekako bolj zapostavljeno za kmetijstvo in ostale gospodarske dejavnosti, smo želeli spodbuditi razvoj razširjenega sistema neposredne prodaje mesa na kmetijah. Zakaj? Bistvo je bilo to, da omogočimo s tem, da kmetovalci zakoljejo v Sloveniji, torej v certificirani strukturi, zakoljejo živino, se ta pripelje že pakirana v Italijo in jo direktno lahko prodajajo na kmetiji. Seveda to ustvarja dosti manj težav z veterinarsko službo in tako naprej in seveda tudi zagotavlja primeren dohodek kmetom, ker vemo, da če ni tega, ne moremo niti si pričakovati, da bo živinoreja tam ostajala oziroma se sploh ne more razvijati.
Naknadno sem delovala vedno na slovenskem območju v sklopu Univerze v Novi Gorici in sicer, to dela, ja. In sicer tukaj smo vzpostavili tudi fiziologijo, torej raziskovalno skupino fiziologije, ki smo se ukvarjali na projektu Ecolamp s proizvodnjo jagnjetine. V tem primeru smo želeli seveda glede na alpski sistem pridelovanja jagnjetine, torej živinorejskega sistema, vrednotiti kakovost mesa, ki se tu pridela, oziroma tudi vpliv na naravno, na biotsko raznovrstnost in hkrati tudi evalvirali, spremljali, kako se živali odražajo na ta alpski živinorejski sistem. Seveda projekt je bil mednarodni, tako da je vsak partner sledil svojemu živinorejskemu sistemu. Od tu slovenskega območja sem svojo dejavnost preselila v Videm, na Univerzo v Vidmu, in sicer v Italiji. In najprej pojasnimo, kaj sploh je fiziologija, mogoče ni vsem jasno. Torej, fiziologija ni anatomija, anatomija je preučevanje posameznih sistemov, medtem ko fiziologija postavi vse to v en sklop in preučuje delovanje, ne strukturo posameznih sistemov, torej delovanje posameznih oziroma skupno delovanje organizma. Tisto, kar sem želela izpostaviti tudi v pisnem prispevku, je naslednje. In sicer marsikdaj se tega tudi sami živinorejci ne zavedajo. In sicer, da veterinarska fiziologija narekuje vsem, ki se z živalskimi organizmi ukvarjajo, fiziološko oziroma pravilno delovanje posameznih organov in sistemov v telesu, torej je obratno od patološkega stanja. Ker, in to je bistveno tudi za gospodarski sistem, živinorejstvo je gospodarski sistem, ker se šele potem, ko so zadoščene osnovne potrebe, izraža rašča oziroma nadgrajevanje mišic, to kar je prirast, in reprodukcijska sposobnost posameznika. Torej, nadgrajevanje mišic, rašča je to, kar bomo mi potem dobili oziroma prodali, ko smo zaklali žival. Na reprodukcijski sposobnosti sledi vse to, kar je živinorejski pridelek, v smislu tele, pridobimo tele po porodu, jajca, če upoštevamo perutnino, mleko, ko začnemo z molžnjo živali. Torej, osnova je reprodukcijska sposobnost, da pridemo mi do tega. Seveda, če žival svojo energijo uporabi za reševanje patoloških problemov oziroma preživetje, ne bo imela določene količine energije, ki bi lahko dala ne more opraviti te investicije. Torej je zadeva zelo važna prav v živinoreji. Kdo upravlja vse te procese, fiziološke procese? Torej, endokrini sistem, torej hormonski sistem, hormoni, ki delujejo v organizmu in opravljajo katerikoli, so vpleteni v katerikoli fiziološki proces. Seveda živčnim, molžnja je tipičen sistem, ko živčni sistem dražljaj živčnega sistema se potem pretvori v oksitocin in torej sprostitev mleka in to, da lahko molzemo. Torej, katero je poslanstvo veterinarske fiziologije? Jaz sem prej rekla raziskovalna skupina, ampak zna biti tudi poleg osnovne vede, fiziologije, zna biti tudi aplikativna. In sicer vključujemo se v spremljanje reprodukcijske dejavnosti. Zakaj? Zaradi tega, kar smo prej povedali, žival, ki nima energije, ne bo investirala v nov organizem oziroma v proizvod, ker bo zadržala zase, za preživetje. In kako lahko tako spremljamo? Spremljamo lahko invazivno, z vzemom krvnega vzorca, oziroma neinvazivno, kajti hormone, ki krožijo po krvnem obtoku, jih dobimo tudi v mleku, torej neinvaziven vzorec mleko. S čim se lahko še ukvarjamo, oziroma smo poklicani, da se ukvarjamo? Vrednotenje hranilne učinkovitosti česa? Različnih tipologij krme, ker seveda to vpliva na metabolizem, torej že spet odziv
hormonskega sistema in posledično upravljanje rašče, reprodukcije in tako naprej. Ali pa alternativne krme, ker danes postaja vedno bolj zanimivo in tudi nujno, da poiščemo alternativne zadeve, govorim splošno o živinoreji, ne, in sicer recimo krma na osnovi žuželk. Seveda, mi lahko tudi dobimo alternativno krmo, ne, ampak se moramo zagotoviti živali, da si je zagotovila, oziroma mi smo ji zagotovili primeren vnos hranilnih snovi. Drugače nima smisla. Preidemo v najslabšem primeru patološko stanje. Vrednotenje učinka prostorskih sprememb. Tukaj vidimo svinjo, ki je rejena s svojimi mladiči individualno, v boksu, posamično, medtem ko lahko sledimo oziroma spremljamo, preden se odločimo za spremembo oziroma preden opravimo velike investicije, da če je primerno, da so živali v skupini, ne? Ker seveda biti v skupini je lahko pozitivna oziroma negativen vpliv oziroma interakcija, ne, med živalmi. Oziroma obogatitve okolje, vedno bolj aktualna obogatitve okolja, to se pravi dodajanje tudi zelo enostavnih predmetov oziroma zadev, s katerimi se živali lahko ukvarjajo. Zakaj? Ker če imamo žival, ki se dolgočasi, kako odreagira, da bo dobila nekaj drugega, s čim se ukvarjati, naprimer griženje repov, griženje uhljev, ne? Torej, v tem primeru se potem zadeva gre mimo stresa oziroma poleg stresa lahko se razvije tudi v patološko stanje. Kako spremljamo? Spremljamo lahko zelo enostavnimi oziroma lahko dosegljivimi vzorci. Sicer tukaj imamo vzorec prašičjih ščetin, v katerih se hormoni shranjujejo. Torej ni nujno, da zadeve vrednotimo z invazivnim vzorčenjem. Zakaj? Še zlasti, ko govorimo o stresnih hormonih, ne, vbod igle ti že spremeni koncentracijo v krvnem obtoku glede na situacijo. Medtem ko v tej vrsti vzorca se nekako skozi čas med raščo same dlake, tako kot v naših laseh, shranjujejo hormoni in marsikatera druge snovi. Torej zelo zanimiva slika skozi čas. To lahko tudi opravimo na perutnini. Ravno kar sem se vrnila s srečanja na projektu Meat Quality, kjer smo vzorčili tako prašiče kot perutnino. Tudi v tem primeru se je izkazalo zelo tako na živi kot že na zaklani živali. Prednost, katera je take vrste vzorčenja, ki je precej alternativno verjetno temu, kar ste do danes slišali, da je neinvazivno, bistveno zato, kar sem povedala, mislim, v zvezi z dobrobitjo živali in z vplivom, ki ga lahko ima na koncentracijo hormonov, in enostavno shranjevanje in pošiljanje od kmetije do laboratorija oziroma tudi za nas, če smo poklicani, da vzorčimo direktno, je zelo enostavno. Potem ni potrebe, da nosimo s sabo vseh tistih sredstev za ohladitev in tako naprej, vzorcev in centrifugo in tako naprej. Danes postaja tudi zelo aktualno, kot smo prej slišali, marsikdo že uporablja in se pa razvijajo druga sredstva. Fiziologi sodelujemo tudi z informatiki, z inženirji, ker se, tako kot v tem primeru, določena sredstva že uporabljajo na kmetijah, ne, torej v živinoreji. Recimo tukaj imamo tele, ki pije mleko, torej tukaj je na voljo mleko, glede individualno izračunano, glede in seveda na razpolago, glede na
na vrsto, glede na starost, glede na modele prirasti, torej zadeva je popolnoma avtomatizirana. Ampak s čim se mi ukvarjamo trenutno, z reševanjem zagate, ki se ustvari, ko tele prehaja od te vrste prehranjevanja, torej ko se hrani izključno z mlekom na krmo, na standardno krmo. Ker ne vemo, medtem ko ta sistem mi točno da informacije in vem, koliko je žival zaužila, koliko ni zaužila in tako naprej, in jaz določam, mislim, o tem, kako se bo zadeva razvila, nimamo hkrati ene kontrole podatkov o tem, koliko krme hkrati ob mleku žival zaužije. Torej, zamisel je ta, da s skenerjem se da izračunati posamično, koliko krme, glede na krmo, ki je bila na voljo, koliko krme je vsak posameznik, vsak individuum zaužil in seveda potem hkrati z ostalimi podatki, od metabolnih hormonov do drugih podatkov, mislim, s katerimi se sodeluje, zootehniki in tako naprej, dobiš neko bolj popolno sliko in seveda, če imaš sliko, imaš podatke, lahko upravljaš in izvajaš eno določeno strategijo. Tako, hvala za pozornost in sem na voljo za vprašanja. Prosimo vprašanja za gospod Tanjo Peric. A ni nobenih živinorejcev? Ja, eni so. Evo, izvolite. Ja, povej. Čestitke za predstavitev. Zanima me, naprimer, tako kot v naši reji to večkrat razmišljamo, kako prepoznati neke znake, da gre nekaj v reji narobe, ali obstajajo takšni 3D printerji, ki bi pokazali v enem boksu, naprimer, katera je tista žival, ki prva pokaže neke spremembe, na podlagi katerega bi se lahko mi odločali, kaj spremeniti v obroku ali tisto žival izločili. Mislim, jaz kot endokrinolog bi vam svetovala, da sledimo individualno, torej z odvzemom vzorca tega alternativnega, torej dlake, in slediš živali, kako se počuti med navednicami skozi čas. Torej, glede, recimo prej sem dala primer, glede na spremembe, če se odločiš, ne vem, se zamenja strategija, se spremenijo osebe, ki delajo s temi živalmi. Živali to zaznajo logično, ne? In z nekim spremljanjem individualnim, ker marsikdaj se dobrobit živali oceni preko različnih protokolov, ampak na ravni hleva oziroma maksimalno na ravni boksa. Torej, mislim, ampak še vedno je skupinsko. In vsak od nas, in tako isto, tudi živali, vsak od nas se odziva na drugačen način, na dražljaj. Dražljaj je lahko sprememba v ljudeh, ki delajo z njimi, v okolju, v krmi, v neštetih zadevah, ki sestavljajo ekosistem hlev. Tako da mislim, inovativnost in ta sredstva, recimo, ti pomagajo, ampak želimo tudi slediti posamične živali s tem, da še vedno dobimo endokrinološko sliko, torej hormonsko sliko stanja. Glede na, seveda, na interes, torej na to, čemur moramo slediti. Kakšni so pa stroški, recimo, takega vzorčenja? Pa koliko časa bi mogel posamezno žival spremljati, da bi vedel? Odvisno, kdaj se zgodi sprememba, recimo, da se danes zgodi sprememba, vzorčiš danes, ker itak tisto, kar jaz vzorčim danes, je preteklost, torej zgodovinski spomin, in vzorčimo še enkrat čez en mesec.
In lahko potem nadaljujemo skozi čas, ne, ker itak, mislim, ni zadeva draga, ne, ker gre za laboratorijske analize, potem plošča in tako naprej. Torej, lahko hkrati obdelaš večje število vzorcev, torej, mislim. Kdaj bi vi bolj priporočali, recimo, kadar se gre v nov hlev, itak veš, da je to nek stres, sprememba za živali? Ja, ampak veš, mislim, si predstavljaš, da je, ampak nimaš podatka, ne, oziroma ne moreš količinsko določiti, koliko je. In še zlasti, na katerih živalih se to, recimo, zastonj, da želimo ploditi kravo, če je doživela velik stres, ker se bo zaustavila reprodukcijska sposobnost. Torej, mislim, ustvarjamo strošek živinorejcu brezsmiselno. Zanimivo. Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje? Hvala lepa. Zdaj pa vabim še gospoda Petra Pribožiča z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, da se nam bo ob vašem predavanju bodo pa malo zacedile sline. Se nam bodo? Ja, naj bo to, kako se reče, češnja na torta, ne, na koncu celega dneva. Predstavili boste dobrote slovenskih kmetij. Tako, ja, prihajam iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Dobrote slovenskih kmetij imajo 35 let zgodovine, gre pa za slovensko hrano, gre za to strokovno delo na področju ocenjevanja, pa predstavljanja tega in pa seveda tudi iskanja rešitev za kmetije. Slovensko kmetijstvo rabi dodano vrednost v končni fazi, ne, sej, in izdelki so tisti, ki lahko prinesejo več. Mi smo pa s svojim delom neko podporno okolje temu. Zdaj, sam projekt skozi teh 35 let vodimo na Ptuju, večji del časa naš zavod, seveda ob sodelovanju Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ostalih vseh zavodov kmetijskih po Sloveniji, mestna občina Ptuj in pa seveda pod podpori Ministrstva za kmetijstvo. V okviru te prireditve se seveda srečujemo tudi z našimi zamejci, ki tudi sodelujejo na dobrotah. Sam projekt ima seveda to tradicijo od leta 90. Sam nekako sem tudi toliko let že v službi, da vem, kako je bilo na začetku, pa kako je danes, kako so danes izdelki tudi pripravljeni za trg. To moramo kapo dol slovenskim kmetijam, ki srečujemo sedaj jih na prodajnih mestih, kako imajo te izdelke tudi pripravljene. Samo ocenjevanje seveda izvedejo strokovne komisije, v katerih sodelujejo seveda od fakultet, zavodov, ljudje, ki so senzorično ocenjevanje seveda najprej morali tudi potrditi pri biotehniški fakulteti. In pa seveda sam projekt pa ni samo to, ne, ocenjevanje, ampak tudi veliko izobraževanj, ki se potekajo tudi takrat, ko so dobrote, pa skozi celo leto, moram reči, na nivoju cele Slovenije. Razvoj celotne prireditve je šel tudi v tej smeri, da smo razvijali to blagovno znamko dobrote slovenskih kmetij. Danes vemo, kaj lahko pričakujemo od kmetij, ki so razvijale svojo dopolnilno dejavnost in tržijo, in to je razvoj slovenskega podeželja gotovo. Marsikatera kmetija je pri nas začela. Včeraj smo bili na Brdu, ker so se predstavljali slovenski sirarji kmečki. Marsikatera kmetija, ki je tam zdaj celo paleto zelo kvalitetnih izdelkov, je prvo oceno dobila lahko na dobrotah. Povratna informacija z zapisnikom je velika pomoč kmetiji pri izboljševanju te kakovosti.
To sem že malo povedal, da ne bi omenjal vsega. Seveda, pri izdelku se v osnovi senzorička je to, kar čutimo s čutili. Ne? Najprej z očmi, zunanji izgled, sestav prereza, recimo, če govorim o mesnih izdelkih, videz in barva prereza, tekstura, von in okus, vsaka ta lastnost ima svojo težo, seveda okus ima največjo. Seveda pa ocenjujemo že kar lepo paleto, mislim, da je zdaj 17 skupin izdelkov, ki so vsako leto v ocenjevanju. Približno 400 do 500 kmetij, blizu 1000 izdelkov vsako leto prijavi po razpisu v ocenjevanje. Glavne so to že izdelki, ki se tržijo. Seveda ta struktura izpred 35 let, ko je bilo precej ljubiteljstva, se je zdaj spremenila, da so to kmetije, ki so tržno usmerjene. Tule je ena statistika, koliko smo že priznanj podelili na Ptuju, pa tudi ta znak dobrot, ki smo ga zdaj v zadnjih letih izpopolnili, da so izdelki tudi označeni. 10.720 zlatih, 7.737 srebrnih in 5.993. To je bogata bira priznanj. Na slovenskih kmetijah so ta priznanja na vidnih mestih, predvsem pa, ko kupujemo izdelke, tisti, ki sodelujejo, tudi označujejo s tem znakom. Seveda, najprej je razpis, potem so prijave, ocenjevanje. Zunaj imam tudi nekaj letakov, ki je napovedana že dobrota slovenskih kmetij v 2025. Nas seveda najprej v koncu januarja, ko zberemo prijave, potem začnemo z ocenjevanjem vse do meseca maja, tretji vikend v maju pa je potem ta festival na Ptuju. Odvija se vsa ta leta v Minoritskem samostanu, ta osrednji refektorij in pa ostali prostori v samostanu, prodajni del na dvorišču. Vedno širimo tudi prostor, tudi zadaj, da se obiskovalci malo del zadržijo na tem festivalu, ki traja 3 dni. Razvoj in prihodnost, seveda ostane ocenjevanje kot stalnica, razvoj te blagovne znamke, seveda tudi povezovanje, skupno nastopanje, predvsem pa moramo najti tržne poti, kako še več kmetij lahko sodeluje, kako te izdelke ponuditi na prodajnih mestih. Eno je na kmetiji, gotovo pa veliko priložnosti, tako v zadružnih trgovinah kot trgovskih verigah. Skratka, rešitev za slovenske kmetije gotovo je tiste, ki so za to, ker konec koncev je to zelo zahtevno, narediti dober izdelek, pa ga tudi tržiti, ampak gotovo je to pot, kako izboljšati ekonomski položaj. Seveda na tej strani dobrote slovenskih kmetij, zdaj, ki smo jo nekoliko tudi posodobili, je tudi katalog izdelkov in lahko za letošnje leto tudi pogledate gor. Vsaka kmetija, ki dobi priznanje, je poslikan izdelek, ima vse kontaktne podatke, tako da lahko najdete tisti, ki brskate, potem tudi pot do kmetije, da te izdelke kupite na kmetiji. Ja, za tem projektom je veliko ljudi, celoten postopek za en festival traja kar 4-5 mesecev, veliko dela je treba upraviti, na koncu mora biti ekipa, to je samo en del ekipe, ki poskrbi potem v končni fazi na Ptuju za predstavitev, prej pa vsa logistika, ocenjevanje in tako naprej. Hvala za pozornost, pa naj vam bojo dobrote slovenskih kmetij blizu. Ocenjevalci, kaj zredite v teh 35 letih? So vse kaj zredili? Če bi sam po sebi nosil, gledal, gotovo je nekaj prispevalo tudi to.
Zdaj pa bolj resno vprašanje. Imate mogoče kakšne podatke o tem, ali pa za koliko je tak znak dobrote slovenskih kmetij, koliko je pa to ocenjevanje nasplošno pripomoglo k temu, da so lahko kmetje dvignili ceno s tem, ker so izboljšali izdelke, način prezentacije, trženja, prodaje, koliko boljše cene zaradi tega dosegajo. To je poanta, ne? Tudi. Ja, zdaj glih samih podatkov. Smo raziskovali to, koliko je prepoznana blagovna znamka dobrote slovenskih kmetij, ne? In pri vseh teh označbah je prednjačila ta, tako da slovenski potrošnik sliši to, ne, dobrote slovenskih kmetij, da to prihaja z kmetij. Seveda je ta blagovna znamka zelo enostavna, ne, to letno ocenjevanje, prejemanje priznanj, označevanje in pa prodaja. Vse druge znamke, ki so zelo zahtevne, pa tudi drage. Zato kmetje vidijo tu svoj del promocije in pa seveda tisti, ki ima kvalitetne izdelke, cene postavlja vsak sam, ne, na trgu, kako lahko proda. Gotovo pa kvaliteta odigra pomembno vlogo tudi pri postavitvi cene. Hvala lepa. Je še kak? Evo, izvolite. Ja. Ona znamka pač dobrote slovenskih kmetij en prostor v nekih večjih trgovskih sistemih, da bi kmetje nastopali pod to blagovno znamko oziroma prejemniki priznanj na trgovskih policah širom Slovenije. Ja, moram reči, da teh poskusov je bilo v teh 35 letih kar nekaj. Bilo je to tako projektno nastavljeno, ne. En resen poskus je bil v verigi Mercator, kjer smo postavili, mislim, da je bilo 10 lokacij, tudi to je bilo podprto z enim projektom takrat sicer, in na teh policah so potem dobrote bile v tistem času, ko se je projekt izvajal. Seveda je bil problem to, ker logika velikih trgovskih verig je dohodek na meter prodajne površine, ne. Zdaj teh izdelkov zmanjka, ne. In drugo je pa ta logistika, kako v te centre organizirano, redno, dnevno dostavljati izdelke, da bi te police bile skozi polne. Tu se potem zalomi. Je pa kar nekaj takih ali tržnic, ki se odvijajo v teh trgovskih centrih, da se ponudi prostor. V končni fazi seveda teh izdelkov mora zmanjkati, ne? Tako da, če bi pa hoteli res verigo nastaviti, pa da bi pa celotna logistika v ozadju morala biti, da iz vseh kmetij, ki bi sodelovali, nekdo pripelje na, recimo, v Mercator center Ljubljana, ne. Ker je centralno pa so oni imeli postavljeno takrat zbiranje, tako da se je recimo iz Štajerske pripeljalo v Ljubljano, potem pa nazaj, ne, v centralno skladišče. To so te poti, ki so predolge, ne. No, drugo je pa to, seveda, najti pot do kmetije direktno, to je pač najboljše, ne. Hvala. Je še kako vprašanje? Aha, gospod, še ni omagal. Si kako dobroto zaželel? Eno vprašanje, ne od dobrot, ampak o tem samostanu. Kako je to bilo, ko so pošto zabili not? A je tle bilo pri vas? Ja, v tem samostanu se je cerkev bombardirala, potem se je zgradila pošta, zdaj pošta se je odstranila, nazaj cerkev zgradila, drugače mi smo pa v tem delu, ki ni bil porušen. Daj mi povej, kako je tu na tej kmetiji, ko se iz teh dobrot živi. Kakšen je njihov življenjski utrip, to je nenormalen tempo verjetno, ne, tudi. Ja, dobro je tam, ker so dve generacije, da ena skrbi za izdelke, ena v hlevu ali pa na polju ali pa v vinogradu, v sadovnjaku. Ja, tempo je tu veliko hujši, ampak ker rabiš več rok, to je dejstvo, ne. Tako da moram pa reči, da imamo primere zelo dobre kmetije, dobre prakse, ki res svojo
pridelavo nadgradijo s predelavo in trženjem. Hvala lepa. Jaz se vsem vam zahvaljujem se govorcem za zanimive predstavitve, zahvaljujem se tudi občinstvu. Ne vem, ali bodo organizatorji še kaj povedali. Evo, izvolite. Ja, tudi jaz se zahvaljujem vsem pri tej okrogli mizi in vsem predavateljem, ki ste skozi ves ta dan sodelovali, vsem, ki ste poslušali, predvsem vam, ki ste vztrajali do konca. Vem, da je bilo dolgo, ampak mislim, da je bilo produktivno, da smo slišali ogromno zanimivih stvari in zdaj upam, da bomo v sodelovanju z moderatorji tudi zbrali nekaj zaključkov, jih bomo objavili na naši spletni strani in če so kakšne pobude, bomo tudi lahko to naslovili na pristojne institucije. Tako da najlepša hvala in upam, da se srečamo na naslednji podobni konferenci.